Janez je vsem odgovoril: Jaz vas krščujem v vodi, pride pa močnejši od mene. Luka 3:16. Preveč enostavno bi bilo domnevati, da tistim, ki so bili vzgojeni v cerkvi, že samo sodelovanje v cerkvenih dogodkih prinaša določene privilegije. Čeprav je dobro, da otroci gledajo na vero svojih staršev in na vero svoje skupnosti kot na svojo, pa obstaja nevarnost, da bodo svoje upanje usmerili v zvestobo svojih prednikov in ne v samega Boga. Janez Krstnik je svoje občinstvo opozoril: ne začenjajte sami pri sebi govoriti. Abrahama imamo za očeta, kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. Janez je izzival njihovo razumevanje vere. Kakšna naj bo vera? Kako naj vemo, da besed svojih prednikov zgolj ne ponavljamo? Ta negotovost se skriva za vprašanjem, ki ga je množica zastavila Janezu. Kaj naj storimo? Janez je množici ukazal, naj se pokesajo in živijo v sočutju. Cestninarjem in vojakom je rekel, naj svoje delo opravljajo pošteno in naj ne izkoriščajo šibkih. Pravo kesanje se odraža v spremenjenem odnosu do bližnjih, saj vodi k Bogu in posledično daje upanje tistim, ki so pogreznjeni v brezup. Da bo jasno, Janez nas ne poziva naj skrbimo za šibke zato, da bi si zaslužili prostor v nebeškem kraljestvu. Ne, sočutje je potrebno, ker je sam odrešenik sočuten. Pride pa močnejši od mene, je rekel Janez, in on je tisti, ki resnično skrbi za tiste, ki jih je družba zavrgla. Kako lahko trdimo, da služimo in sledimo Bogu, če ne poskrbimo za šibke? Sama Božja narava se namreč kaže v sočutnem odpuščanju grešnikom. Naše kesanje in sočutje služita kot posameznikovo ponovno izvajanje velikega dejanja sočutja in milosti. Prihod Sina, samo utelešenje Božje milosti, sočutja in odpuščanja.